Gospod Čuš, ste vi takrat, ko ste vstopili v ta prostor, potem njuhali drogo, heroin, ste se drogirali tako kot ostali, ki smo jih videli na posnetku? Sam se nisem drogiral, izhajam iz športne družine. V čemu tekmujete? Kdo prvi poje kosilo? Ker zgledaš kot fucking zlata ptička. Glavni vzrok za nastanek žleda je bil stik dveh zračnih različnih mas, ob tem pa je ključno vlogo igrala dinarska pregrada. Kar neki. Imam enega kolega na Facebooku, ki je lepo napisal, da so zato krivi chemtrailsi. In enkrat je dobil trojko pri fiziki, tako da mislim, da ve, kaj govori. No, nazaj čez Karavanke. Zdajšnja slovenska vlada je med prednostnimi nalogami svojega mandata določila tudi pripravo nove strategije razvoja Slovenije. Pri nastanku tega skoraj 80 strani dolgega dokumenta z naslovom Vizija Slovenije 2050 je skozi 27 dogodkov v 100 urah pogovorov sodelovalo 611 aktivnih posameznikov, vseh sodelujočih pa je bilo več kot 1000. Cilji vizije so strnjeni v 5 točkah. Inovativnost, medsebojno zaupanje, generacija 2050 se ne bo več ukvarjala z delitvami iz preteklosti, pa kakovostno življenje, ki je boljše in daljše, gradili bomo tudi na identiteti ter učenju za življenje. Kaj? Lahko poveste malo bolj po domače, da se kaj razume? V letu in pol so napisali 421 besed, kar je manj kot ena beseda na dan, slika učinkovitosti javnega sektorja. Evo, tako, jasno in jedrnato. Ok, kaj si še kdo misli o temu? Jaz sem prepričan, da bo tudi z mojo mentoriranko Kim lahko naumila kaj novega, pogruntala kakšne nove pristope in kakšne učke zaljubljene. Daj samo še enkrat z malo glasbene spremljave. Jaz sem prepričan, da bo tudi z mojo mentoriranko Kim lahko naumila kaj novega, pogruntala kakšne nove pristope, inovativne, predvsem se pa želimo pogovarjati in en od drugega učiti. Fukajo. Ruski predsednik Vladimir Putin se strinja, da bi bila Slovenija odlično prizorišče za njegovo srečanje z ameriškim predsednikom Trumpom. Super. Dva človeka, ki hoče cel svet ubiti, se bojo dobili v Sloveniji. Ker nimajo telefona ali kaj, da se zmenijo. Zakaj bodo njihovi sestanki vključevati možnost, da mene raznese? Ko se vam takole mudi v službo ali po opravkih, se kdaj ozrete okoli sebe in vprašate, kakšna je življenjska zgodba človeka, ki ob avtomatu za parkirnino ali na stopnicah pred državnim zborom prodaja revijo Kralji ulice. Zakaj v Sloveniji slabše kot ti gre, boljši naziv imaš? Če si nek fizički radnik, si mojster, če neka ženska brezposelna je gospodinja, a če živiš na ulici, si kar kralj. Hrvaško časopis je poroča, da naj bi bila med vladnimi strankami neformalno neuradno odločitev o tem, da bodo ponovno uvedli obvezno služenje vojaškega roka, tako rekoč že sprejeta. Če smo pravilno razumeli hrvaškega obrambnega ministra, ko je bil konec meseca januarja pri nas, bodo Hrvati dobili slednje. To pomeni osveščenega državljana, ki bo spoznal temeljne veščine vojaštva, ki bo spoznal vojaško organizacijo in se bo lažje odločil, ali se vključi v profesionalno strukturo hrvaške vojske. Super. Dajte še obvezno, da mora vsak ti fast tenga uriti, da se bo lažje odločil, če biti peder.